Pomurskem dnevniku. Soočila sta se kandidata za župana. Mura do velike točke v Ljubljani. Pravočasno oddajte svoje pošiljke. Lovci našli žensko truplo. Vreme jutro pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. 19 pomurskih občin je v prvem krogu lokalnih volitev dobilo novega oziroma starega župana. V 8 občinah pa se bodo volivke in volivci to nedeljo ponovno podali na volišča. Tako bo tudi v občini Turnišče. V studiu smo soočali kandidata za župana Boruta Horvata iz SDS in Stanislava Sobočana iz NSI. En od perečih tem v občini je zagotovo gasilski dom v Turnišču, ki se trenutno nahaja na več lokacijah. Kako bi kandidata za župana pomagala gasilcem? Jaz vidim gasilski dom na novo, vidim ga konkretno na parceli za Polonščekovo domačijo, se pravi imajo potem gasilci prosti izhod na Industrijsko ulico, vse večje obrate, se pravi Planiko, osnovno šolo, vrtec imajo v neposrednji bližini, tudi občina potem je nekako so centrirani v center mesta, odzivnost bo sigurno krajša, kot pa če nekam selimo ven iz kraja. In nekako tako smo tudi se dogovarjali z gasilci, da bi naj bil gasilski dom v centru mesta. Ideja o gasilskem domu, po tistem, ko je vzniknila, ko je bilo tako burno tudi na seji, pa vse ostalo, je že ta ideja bila predstavljena gasilcem za strani skupine v občinskem svetu, ki smo se organizirali, ponudili tudi gasilcem in se v končni fazi tudi z gasilci dogovorili, da volitve grejo mimo in da se potem pogovarjamo o novogradnji oziroma kakorkoli sanaciji problema gasilskega doma. Nogometno igrišče v Turnišču je po mnenju kandidatov za župana na nepravi lokaciji. Zato bi igrišče preselila in mu dodala tudi nove vsebine. Igrišče je umeščeno dejansko noter v vas, v center vasi in je potrebno to igrišče preseliti nekam ven. Zdaj več idej je, kam bi se to lahko preselilo. Seveda povezano je potem tudi s spremembo prostorskega načrta in zdaj, če se bo delal novi prostorski načrt, je potrebno o tem razmišljati. Z neko manjšo tribuno, tako kot pač spada, ker bodo pač v teh prostorih potem pod tribuno objekti, ki bodo nudili suport temu igrišču, od recimo lokala, mogoče tudi slačilnice, vse ostalo, kar pač spada zraven, in potem se začne zadeva obračati. Potem dobimo takoj nadomestni prostor, že, kjer tudi lahko poleg Polonščekove domačije umestimo gasilski dom. In tako imamo na nogometnem igrišču že poligon za vadbo, za gasilski dom. Pa je v centru vasi. In v primeru prireditve, kakršnekoli prireditve, imamo mesto, kjer lahko postavimo šotor. Celotno soočenje kandidatov za župane občine Turnišče si oglejte danes večer ob 18:30 in 20:15. Nogometaši Mure so v 17. krogu prve slovenske nogometne lige gostovali v Ljubljani in v izdihljajih tekme nadoknadili 2 zadetka zaostanka. Črno-bele je v Ljubljani bodrilo več kot 2000 navijačev. V petek zvečer je prišlo do prave črno-bele invazije v Ljubljano. Tribune Stožice do dobra zapolnila črno-bela barva. Anteja Šimunđo in njegove varovance je namreč bodrilo med 2500 in 3000 navijači. Ti so videli spektakularno tekmo, ki so jo bolje začeli domačini in si preko roka krona vetra pripravili 2 priložnosti. Mura je prvič zapretila v 27. minuti, ko je do strela v domačem kazenskem prostoru prišel Rok Sirk, najboljši strelec črno-belih je žogo poslal preko vrat. V 40. minuti pa vodstvo domačih. Do strela z roba kazenskega prostora je prišel krona veter Matko Obradović in njegov strel odbil, na mestu pa je bil Anders Vombergar, ki je odbitek pospravil v mrežo. Na začetku drugega polčasa ogromno razburjenja med navijači Mure. Proti vratom Olimpije je stekel Rok Sirk in padal v dvoboju z domačim vratarjem Aljažem Ivačičem, glavni sodnik srečanja Dragoslav Perić pa je po prigovarjanju Mateja Juga na mesto na belo točko pokazal rumeni karton napadalcu Mure. V 68. minuti povišanje vodstva Olimpije z izjemnim strelom je Obradovića premagal Stefan Savić. Domači so praktično že slavili, toda sledil je silovit juriš Mure v zadnjih 5 minutah srečanja. Rezervist Tomi Horvat je najprej po samostojni akciji znižal izid na 2:1, toda najboljše je še sledilo. Zadetek zdajle za Muro, lep zadetek Horvata. V 93. minuti je Nik Lorbek lepo zaposlil Klemna Šturma, ki je poizkušal z glavo, žoga pa je nato prišla do Horvata, ki je še drugič na tekmi matiral Ivačiča in poskrbel za pravi deliri med navijači Mure, ki so rajali še dolgo po tekmi. Horvat! 2:2 Horvat je junak Mure in 2:2 v Stožicah
v sodnikovem dodatku, tudi Obradović je zdajle stekel. Kakšen pritisk in kakšen mrk zdajle Olimpije, ki je imela to tekmo povsem pod nadzorom, potem pa se je zdajle vse podrlo le v nekaj minutah. Tribune, zvesti navijačev, za Muravci navijamo. In naj se poje, in naj se sliši, ker Murati si šampion. Pošta Slovenije se običajno ob koncu leta srečuje s povečanim prometom pisemskih pošiljk, zaradi rasti obsega spletnih nakupov pa tudi paketov. Uporabnike poštnih storitev so zato v predprazničnem času pozvali k pravočasni oddaji pisemskih pošiljk. Na osnovi preteklih izkušenj in trendov v poštno-logistični dejavnosti konec novembra in v decembru pričakujte znatno povečanje predvsem števila paketnih pošiljk, prav tako pa je v tem času še vedno povečan tudi promet pisemskih pošiljk. V celotnem lanskem letu so v notranjem poštnem prometu prenesli dobrih 239 milijonov navadnih naslovljenih pisemskih pošiljk, v mednarodnem prometu 14,6 milijona pošiljk. V lanskem decembru je bilo v notranjem prometu prenesenih 14% več pošiljk kot v ostalih mesecih v letu, medtem ko je bilo v mednarodnem prometu teh pošiljk za kar polovico več. Promet paketnih pošiljk je v novembru in decembru običajno višji za dobrih 12%, kar je veliko predvsem zaradi prostorine paketnih pošiljk, ki jih mora Pošta Slovenije prepeljati in dostaviti naslovnikom, poroča STA. Uporabnikom priporočajo, da pisma in pakete naslovljene na slovenske naslove v predprazničnem obdobju oddajo najpozneje do 19. decembra, za naslovnike v tujini pa pisma najpozneje do 7. decembra, pakete pa do 30. novembra. Soboški policisti so bili to soboto v dopoldanskem času obveščeni, da je bilo izven naselja Radenci najdeno žensko truplo. Med zbiranjem obvestil in ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da so lovci med lovom ob reki Muri v gozdu izven naselja Radenci v bližini zaščitnega nasipa našli žensko truplo v razpadajočem stanju in neprepoznavno. Zdravnik zdravstvenega doma Gornja Radgona na truplu ni našel znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Policisti so zavarovali biološki material, ki bil posredovan na nacionalni forenzični laboratorij. Po naših informacijah naj bi šlo za pogrešano Nemko, ki je 12. oktobra zgodaj zjutraj odšla iz slovenskega zdravilišča in skrivnostno izginila. Zaposleni na urgentnem centru ne pomagajo le, ko so v službi, ampak tudi v svojem prostem času. Lani so polepšali praznike uporabnikom zavetišča, letos so pomagali družini iz Filovcev. Zaposleni v urgentnem centru so ponovno pokazali, da imajo veliko srce. Tudi letos so stopili skupaj in priskočili na pomoč materi in sinu iz Filovcev, ki jima je požar uničil gospodarsko poslopje in tako prizadejal hud udarec. Požar je povzročil za 40 tisoč evrov škode. Hladni dnevi so tu, zato so zaposleni v urgentnem centru poprijeli za delo ter materi in sinu pomagali pri spravilu lesa za kurjavo, da bi jima bilo v hladnih mesecih toplo. Kot pravijo zaposleni v urgentnem centru, so v službi priča številnim stiskam, zato z veseljem priskočijo na pomoč. Zato so si tudi zadali cilj, da bodo vsako leto naredili nekaj dobrega za tiste, ki potrebujejo pomoč. Na Sobota Info poročajo o testiranju tehnologije samovozečih vozil na pomurskih cestah. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo na Primorskem delno jasno, šibko do zmerno burjo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko namerili 5, v Radencih 6, v Murski Soboti in Lendavi pa 7 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem delno jasno, šibko do zmerno burjo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru, od 2 do 3, dnevne pa od 2 do 4 stopinje Celzija. V sredo in četrtek bo dokaj sončno,
Burja na Primorskem bo počasi slabela. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -6 do 0, čez dan pa od -1 do 2 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.